Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V seriji mini epizod bomo objavili v prihajajočih tednih nekaj izsekov iz dogodka MoneyHow Live, ki se je zgodil konec oktobra letošnjega leta. Ob tej priložnosti bi seveda vas povabila tudi na nov dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil naslednje leto in sicer 20. aprila, spet v Kristalni palači. Število mest, kot je bilo tudi zdaj, bo tudi ponovno omejeno. Mislim, da sprejme največ 200 obiskovalcev, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Na Discordu sem pa tudi že odprla debato ravno o tem dogodku, ker vas sprašujem, katere goste bi si želeli ponovno slišati, videti, spoznati, tako da vabljeni v to diskusijo. Tudi sicer vas vabim, da se nam pridružite v debatah v številnih kanalih na Discordu. Discord povezavo bomo objavili tudi v opisu epizode, prav tako tudi vabilo na dogodek MoneyHow Live. Nekaj povpraševanj je bilo tudi vezano na prednovoletno investicijsko debato oziroma srečanje. Tudi to bomo pripravili ob koncu tega leta, tako da spremljate nas budno in seveda se v priložnosti tudi vidimo. Želim vam prijetno poslušanje. Epizodo lahko poslušate na vseh večjih podcast platformah, prav tako pa si jo lahko pogledate na YouTube kanalu in pa krajše izseke na TikToku. Torej prijetno poslušanje in gledanje. Stanje ni ravno najbolj rožnato, ampak prepričana sem, da je zelo veliko priložnosti in o tem se bomo danes tudi pogovarjali. Na oder vabim Damjan Mrlak, izvoli, kar usedite se zraven mene, ja seveda. Potem Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Blaža ste tudi že imeli večkrat priložnost slišati na podcastu. Andraž Brili, njega ste že spoznali, evo in Andraž Grahek. Tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Zelo sem vesela, da bomo danes lahko klepetali. Letos je kar precej v bistvu delnic upadlo za 60-70%, 80%. Je zdaj to priložnost, da se investira v te delnice? Mogoče Damjan? Večinoma ne, ker večinoma te delnice, ki so upadle za toliko, kot praviš, so upadle z razlogom, ne? Zato, ker so bile prej toliko preveč vredne. V bistvu so zdaj samo padle na neko bolj realno vrednost, pa pri marsikateri mogoče, ne vem, če gledamo recimo konkretno delnico Tesle, se mora še vedno vse idealno zgoditi, da bo čez 10 let upravičena ta valuacija, ki jo danes ima. Vse lahko, da se bo, ampak če gre karkoli narobe, je valuacija totalno neupravičena. Zdaj, vse te ostale, ki so bile pa zelo popularne, razni Zoomi in vse, to je bilo pa itak COVID manija in ljudje so bili doma, v Ameriki so dobivali čeke in nekam so morali dati in so gamblali na borzi. In zdaj teh čekov ni več, denar je treba nazaj vzeti, ker so ugotovili, da če naprintaš denar, pa ga kar razdeliš med ljudi, pride inflacija. Prej so to delali 10 let, sam je bila ena bistvena razlika, da tega denarja niso dajali ljudem. Ne? Ta denar se je sicer ogromno denarja se je naprintal v obliki quantitative easinga, ampak ta denar je šel na neke balance sheete in tam je ostal. Če ti ne daš tega denarja dejansko, ta helikopter money, kot je Bernanke takrat to izumil, to, kar so zdaj naredili, če ti dejansko ne daš tega dejansko neposredno ljudem, potem ta denar v bistvu ne pride do splošne populacije in v bistvu ne lovi tistih dobrin, ki jih CPI, to je v bistvu ta indeks inflacije, ki je tudi na nek način zgrešen meri. Ne? Zdaj, inflacija sicer je, ampak drugje. Ne na kruhu, pa mleku, pa ne vem, transportu, pa tam to, kar CPI meri, ampak ne vem, če gledamo luksuzne avte, koliko je 10 let nazaj stal en res dober športni avtomobil, pa koliko stane danes. Tukaj je inflacija verjetno 100% letna, če gledaš to. Koliko stane, ne vem, prestižna nepremičnina, ne vem, koliko stanejo take stvari, to je vsako leto je 20% več. Če sem kupil stanovanje v Dubaju, danes je 2 leti kasneje vreden 50% več. Če, mislim, a ga boš prodal? A kje CPI meri to?
Ne, to ne meri, tudi, pri nas tega ni, ne, v indeksu inflacije. Ne bom ga prodal, ker se je tudi drug, če bi ga hotel kupiti, je vreden 50% več in kaj ne. No, ampak to se razen, če ga ne bi več želel imeti. Jaz nepremičnine, se je verjetno, ne vem, sem o tem že pogovarjal, ampak jaz nepremičnine vedno kupujem, če jih mislim uporabljati. Kot investicijo jih ne. 10 let nazaj si imel čisto drugačno logiko. Ja, seveda, izvoli Nikola Markovič, je tudi danes z nami stručko za ETF-e. Izvoli, Nikola. Čakaj, ne, moram ti dati mikrofon, to se vse snema. Pridem do tebe. Živijo, moje ime je Nikola. Vprašanje za Damjana, ki si povedal, da trenutno si aktiven, da nimaš nobenih teh naložb. Ne? Kaj se pa mora dejansko zgoditi na trgu, da bi ti začel razmišljati o takih srednjeročnih, dolgoročnih naložbah? No? Ali to sesutje trga, ali umiritev? Ja. Mislim, če bi zdaj se zgodil, jaz mislim, da je zelo velika verjetnost, da se zgodi nek 2,8 event, tist crash, ko pride, ne vem, ko pride en dan -10, drug dan -5, v tem smislu. Če pride do tega, ok, grem mogoče celo all in SPY, ETF in pustim 5 let. Če pa ne pride do tega, pa aktivno trgujem, dokler ne bo mogoče situacija nekako se umirila. Ja, jaz bi rekel tako, če ne pride do tega, bi rekel, da takrat, ko se inflacija umiri. Pa mogoče, se pravi, če se umiri inflacija, pomeni, da ne bodo več višali obrestnih mer, oziroma jih bodo verjetno spet dali na nulo, takoj, ko bo to možno. In to je pol free money za market. Takrat gremo spet gor in life is good in to je to. Mogoče bi Blaž lahko povedal kot upravljalec, sicer bolj konzervativnih naložb, ampak vseeno, kako pa ti gledaš na to? Na kaj? Ja, na investiranje, kdaj iti v zgodbe, kako iti v zgodbe, v katere zgodbe, kako iščeš, kako loviš priložnosti? Jaz prihajam iz pokojninske družbe, torej nalagamo za naslednjih 10 let, 20 let, 30 let za vaše pokojninske prihranke. Torej aktivno ne trgujemo na dnevni ravni, ta visoka volatilnost nam prej ne godi, kot pa godi. In zmeriščemo nekaj, kar bi bilo na nek sreden rok zanimivo, torej naložbene kategorije, a so to nepremičnine, a so delnice, a so obveznice, oziroma znotraj tega, kaj bi to bilo. Če smo recimo letos prej rekli, ene delnice so padle za 60%, je to priložnost. No vem, Facebook je danes padel za 20%, je to priložnost. Jaz bi rekel, da ne. Razlog, da so bile te delnice tako drage, je v desetletju ekstremno nizkih obrestnih mer, čekov, kot je omenil gospod Merlak, in podobnih ukrepov, ki so napihovali vrednost sredstev. Je to stanovanje v Dubaju, je to Bitcoin, je to delnica Tesle. Čist nič važen. Vzrok je bil enak. Ljudje so imeli denar, ki so ga želeli potrošiti, niso ga mogli, so ga investirali. V kaj? Tisti, ki je bil najbolj popularen, tisti, ki je bil najbolj zarasel. To ni novo, vedno znova je tako. Jaz sem začel svojo kariero recimo tam 2004-2005, leta 2007 smo vsi mislili, da bomo milijonari do poletja 2008. Pa je prišel pa september, pa november, pa je bilo pa konec vsega, evo, še zdaj sem klele. Tako da gospod je imel bistveno več sreče, bi jaz rekel, na tem področju. To je bil tisti naš kriptomanija, takrat je bil Balkan. Takrat se spomnim, da smo se tako pogovarjali o balkanskih delnicah, kot so se nekaj časa nazaj o kjer kriptožeton ali pa kaj zanimivega. Tuče? Pa tudi jaz, ja. Super, velikih je veliko zgubil takrat na Balkanu. Mislim, da je bila to kar dobra šola, recimo, ne vem, za mojo generacijo, takrat, ko smo v bistvu kot neizkušeni začeli vlagati v Balkan. In v nekem trenutku se nam je zdelo, da pač mogoče tudi čez 5-10 let ne bomo rabili, pa še prej nič več delati, in smo po diskotekah peli in proslavljali vse to. In to me je recimo zdaj spomnilo na to, kar se je zdaj dogajalo s kriptovalutami, da je v bistvu se čist ponovila ta zgodba, kot je bila tudi takrat 2006-2007, ko smo mi vlagali kot študentje v balkanske delnice. Zato sem bil v tem trenutku, mislim, v obdobju Bitcoina bolj konzervativen, in nisem stopil na ta vlak. Če mogoče malo pokomentiram, kaj se tiče nepremičnin, recimo kdaj bi bil pravilen vstop, za nepremičnine je vedno tako. Vsi tisti, ki služijo z nepremičninami in delajo neke razlike, vedno pač pravijo, da je treba nepremičnine kupovati izredno poceni. Zdaj trenutno, v tem trenutku je teh priložnosti izredno malo. Ne pri stanovanjih, ne pri nekih zemljiščih, ne pri nekih poslovnih stavbah. Vsi
zdaj čakajo na neke dogodke, ki bojo zamajale na splošno gospodarstvo, podjetja, posameznike in čakajo na to, da bojo te podjetja in posamezniki bili primorani prodajati svoja sredstva, svoje nepremičnine in takrat jih kupovati poceni in potem ustvarjati neke razlike. Ne? In vsi v bistvu malo tudi na nepremičninskem trgu in nepremičninski investitorji čakajo te priložnosti, da se bo s trgom nekaj zgodilo. Ne? Prej nam je Matej pokazal panoge, letos v bistvu je samo energetika tista, ki je v plusu, vse ostalo je v minusu. Kako pa gledamo, Damjan je omenil luksuzne dobrine, luksus v obdobju takem, kot je zdaj in po obdobju recesije se zelo dobro obnese. Kako je zdaj s tem? Kako ti gledaš na panoge? S čim? Kako gledaš na panoge? Kako se ti zdi, da bi panoge lahko, katere panoge bi lahko na splošno, katere panoge? Ja. Predvsem pa ta luksus. Mislim, energetika je zdaj aktualna zaradi dogodkov, zaradi drage energije in vse, kar je na to vezano, je donosno. Druge panoge, tehnologija je na udaru. V bistvu, ne vem, zdaj, če bi razmišljal v tej smeri, jaz zdaj ful nimam odgovora na to, tako pripravljenega. Ampak zdaj, če bi mogel razmišljati, pa ne vem, bi se verjetno fokusiral na inflacijo, pa katera panoga je najbolj nekako, zdaj, katera je verjetno neke potrošnje, neke dobrine, ki jih v bistvu ljudje vsakdanje rabijo, podjetja, ki to proizvajajo. Andraž, se nam boš kaj pridružil, Grahek? Jaz bom tako rekel, mogoče se vrniti celo nazaj, kar se tiče, malo nepremičninskega trga. No? Sam tako, kot tam brat začel. To je vprašanje bolečine, ki jo je treba povzročiti finančnim trgom. In sicer tako, v Ameriki je ravno danes bila novica, da je 30-letna fiksna obrestna mera za hipotekarne kredite presegla 7%. To je ta prva informacija, ki bo v Sloveniji 7%, sploh ni važno, se kaj gradi na trgu. Ko bo 7%, bo vse gorelo v Sloveniji. Tako. Zdaj, mogoče, kar je še zanimivo, veliko smo govorili o tem, da dohodki še vedno rastejo v Sloveniji. Mene to ful spominja na leto pred letom 2008, ko smo imeli tisto slovito Virantovo plačno, ko bi rekel, povečanje v javnem sektorju, ko sem pol minister Virant, če si tisti ga ne poznate, bil minister za javno upravo in je pač povečal plače v javnem sektorju in seveda sem pol vsi še učiteljsko skrizo, da je povzročil nenormalno veliko luknjo v javnem proračunu. Tako občutek imam, upam, da se nam nekaj podobnega ne dogaja zdaj. Tako da zmer, ko gledamo te stvari, gledamo v zratno ogledalo. Pa še ena stvar, mislim, da tudi, Marja, ste vi pisali, tudi ste delali preglede nakupov teh sosesk nepremičninskih, da večina nakupov je bilo brez hipotekarnih posojil, torej so jih kupovali ljudje, ki so denar zaslužili v neki drugi dejavnosti, bolj premožni ljudje. Ampak te ljudje so, še zlasti pospešek je tukaj bil tudi delno zaradi pač te zgodbe nizkih obrestnih mer, inflacije, ležarin in gor dol. Ampak tudi pri teh kupcih se zdaj pojavljajo neke alternativne naložbe s fiksnim donosom in drugi, kjer pa mogoče te nepremičnine spet ne izgledajo tako zanimive, kot so. Tako da jaz mislim, da malo goriva zmanjkuje na teh momentum trgih in naložbah in to je vključevalo in nepremičnine in te delnice določene, zlasti pač mu rekel, ta tehnološki sektor je bil tukaj v ospredju, tako kot je Damjan rekel in v bistvu zdaj mislim, da se zelo pridružujem njegovemu mnenju. Mi smo zdaj na neki točki, kjer imamo dve možnosti. Ali bo ta balancing act zategovanja monetarne politike in ekonomskega upočasnjevanja deloval, pa se bomo kle malo zazibali in ustalili, ali pa bomo šli še enkrat čez rob čez. To je pa lahko ta scare moment. In zdaj, kaj bo to za Slovenijo pomenilo? Nič takoj in neposredno, ampak prek večjih posrednih dejavnikov, ki se bojo pokazali skozi naše izvozno okno. Ker to, kar zdaj vidimo noter, je neka kičasta akumulirana slika zadnjih 10 let. Veliko denarja se vala po bankah, plače za nazaj izgledajo super, državni proračun niti ni tako problematičen. Mislim, da ima celo, to smela pa ti podcast zanimiv z gospodom Divjakom, če se spomniš, mislim, da ima zakladnica 7 ali 8 milijard presežnih sredstev na voljo za servisiranje dolga, ker so seveda noro izkoristili pa v unih časih, ko so bile zelo nizke obrestne mere. Torej za nazaj imamo veliko zaloge, za naprej pa ne vemo, kaj nas čaka. In mislim, da je tle še zmer ta, ko bi rekel,
porota odloča o tem, ali je zdaj bilo to, pa so se dosti prilagodile tvegane naložbe, grejo lahko še nižje. Predvsem v bolj občutljivih sektorjih, kjer ni pozitivnega denarna toka ali pa tehnoloških. Ne vem, poglejte, da primer, ta teden smo imeli objave. Google bo zmanjšal zaposlovanje in celo ukinil določene naložbene projekte. Meta, mislim, da dela na kvartal 9 milijard izgube z njihovim v bistvu okoljem, metaversom, ne, in delom, ki dela AI, v bistvu stvari, pa tudi upočasnila se je rast. Tako da jaz mislim, da pač bomo enostavno videli. Ne. Zdaj, en kvartal, dva, nič v resnici ne pomenta v dolgoročni sliki, ampak če se pa to malo prekucne naprej, potem je pa lahko stvar bolj problematična. In potem gremo lahko še nadstropje niže, to je pa po moje to, kar Damjan govori, na nekih trgih. Tukaj po moje, če smo zdaj lepo na S&P-u 3800, 3900, verjetno v teh primerih lahko govorimo kar okrog 3000 točk. In pač neki scenarij, neka verjetnost tega še vedno je. In zdaj pa nihče v bistvu ne ve, prihodnosti ne poznamo, zato jaz mislim, da sploh če imamo dolgoročen pogled, čez 10 let bo to, po mojem mnenju, ne bo toliko pomembno za nekoga, ki bo pač, ne vem, redno nekaj dajal v varčevalni pršiček, ne? Za nekoga, ki pa, rekel, je šel zdaj taktično v denar in išče svojo priložnost, pač to pa razumemo, ne? Pač pa išče nek bottom fishing moment, po domač povedan. Ne? To je pač čist druga strategija in zdaj, če nimate časa se s tem ukvarjati, pač pejte lepo počas malo že na trg, ker timing bo težko zadetno. Po mojem mnenju. Ja, to je res. Ja. To pogosto slišamo od malo bolj neizkušenih investitorjev, da lovijo dno oziroma lovijo vrh in potem nikoli nič ne zadanejo oziroma zadanejo glih tisto, kar ne bi smeli zadeti in potem se jim borza zameri in pride potem čez 10 let spet nazaj na borzo, ko je vse na vrhu in spet potem naredijo napako in v tem začaranem krogu. Mogoče sem tako. En zelo pomembna stvar tukaj v bistvu je sentiment. Sentiment po mojem mnenju se še ni zlomil. Še vedno vsi govorimo, kako ni tako hudo, ne? Bom tako rekel, še vedno se po enem mesecu, ko se obrnejo delnice, vrne nazaj denar in vidimo prilive v investicijske sklade. Jaz vam povem, takrat, ko je bilo 2008 pa 2009, ni bilo nikogar, ki bi hotel v delnice investirati. To je bilo obdobje, kjer so, rekel, ljudje vstopili na trg z namenom, da bojo še shortali in še zaslužili. Takrat je bilo obdobje, ne vem, če to poznate toliko, ne, danes so bolj v uporabi trikrat, 3 times ETF-i v plus ali pa v minus. Ne. Takrat so prihajali ETF-i, ki so bili dvakratnik na vzvodu v negativno smer, double short, triple short. Ta glavni šport v Sloveniji je bil 2,7-2,8 med upravljalci, kjer triple short ETF bomo kupili, ker se vse skupaj šlo k hudiču. Ne. Sam da vam pač tega jaz zdaj ne vidim, takle še nismo. Zdaj sta pa dve možnosti, ali ne bo tako hudo in pač če to itak brezvezna anekdota in fino, jaz jo poznam in zdaj zvenim pameten, ali pa moramo tja še pridati in to bo pa pomenil še kakšen let, dve zelo tako duhomorne, ker ponavadi je tako, ko se dno naredi, ko se odbije, res nihče ne verjame, da se je naredil dno. Zdaj smo pa v bistvu še zmer 60%, 70% se mi zdi ljudi prepričanih tako, ko malo spremljam sliko pa sentiment, da zdaj, ko se je odbil, je mogoče to slalo dno. Ne? Tako da mislim, da pač težko je vedeti, poznati prihodnost, to je dejstvo, ne? Ampak pač neko tveganje, da gremo še malo globje s trgi obstaja in ni tako nezanemarljivo. Ne moramo reči, to je brez veze. Tako da zaradi tega bi jaz rekel še zmer pač time-weighted averaging je zdaj strategija, pač lepo počas nabiramo, nabiralniki smo zdaj, to je zdaj nabiralniško gospodarstvo. Bo še Blaž povedal? Ne, hotel sem v bistvu potrditi nekako tako ali pa osvetliti še malo to, kar je Andraž povedal in je definitivno zelo ta prava slika. No. To, kar se je letos zgodilo na delniških trgih, to ni ta prav padec na delniških trgih. To sploh ni noben padec. Ne. To je 15%, 20%, približno o tem se pogovarjamo. Potem pa, ko greste gledati, kaj je padel, ne, ni padla orožarska industrija, ni padla letalska industrija, kar dela tudi letala za vojsko, by the way. Naftna industrija, najdonosnejša delnica, ki jo imamo mi v portfelju, je ena največjih naftnih družb, ExxonMobil. Letos je plus 60%. Zakaj? Zato, ker LNG dobavljajo v Evropo. Okay. Ena od delnic, ki je pa najbolj padla, oziroma ima največji minus danes, ki sem pogledal, je pa Meta oziroma Facebook. Ne? In taj pa ne vem, bolj da ne pogledam, koliko je, minus 70 ali koliko. Skratka, hočem reči, ena je zrasla za 60, ena je padla za 70. Zakaj se je to zgodilo boje? Ja, zaradi dogodkov. Ne?
Ključen dogodek, ki se je zgodil, je drastična rast obrestnih mer. Take rasti obrestnih mer centralnih bank ali na trgu v zgodovini v Ameriki ni bilo nikoli. V Evropi, v evroobmočju nikoli. 400 pik v manj kot enem letu, to je nepredstavljivo bilo. Ne? In od tukaj ste dobili drastičen padec obveznic, ki so matematično pač najbolj enostavno, najlažje razložim. Zato je 10-letna slovenska državna obveznica, veste, koliko je upadla v zadnjem letu vrednost? 27%. Pa ste nekaj malega obresti dobili, pa ste na 25% minusa. Slovenska država ni več bankrotirala. Koliko je pa yield slovenske? Yield je bil minus 0,15, zdaj pa 3,5. 10-letne. Ne? Skratka, to je ta prav premik bil, zlom obvezniškega trga, ampak to večina ne zanima, ker nimate obveznic. Ne? Mi imamo pa samo obveznice. Ne? Nekaj malega delnic, ampak delnice niso noben problem. V naših simulacijah so delnice, nekaj malega se je zgodilo, nekaj tacga se je zgodilo že večkrat, recimo 2016 ali pa 2013 ali pa tako naprej. Ne? Vsakič takrat so padle za 10, 15, 20%, smo mislili, da bo konc sveta, pa ni to. In od takrat so močno naprej porasle. Jaz ne vem, kako bo šlo naprej. Lahko je taka epizoda, lahko pa ni. Od česa je odvisno? Jaz bi rekel od ene par rizikov, pa sam 3 povedal. No? Mogoče še to glede sentimenta. Andraž ima absolutno prav. Sentiment je visok, če mene vprašate, ni nizak. Ne? A mislite, da bo jedrska vojna? Ne. A mislite, da bojo obrestne mere šle še za 300-400 točk gor? Ne. A mislite, da se boste ogrevali težavo to zimo? Ja. Okay. Ampak to so 3 resna tveganja. Če bolj, ko boste o tem razmišljali, bolj vas bo strah ratal. Da mogoče kaj od tega gre narobe. Če kaj od tega gre narobe, pol smo pa runimo scenariju od gospoda Merlaka ali pa od Andraža. Ko se sentiment sesuje in gremo na daljnih 20-30% navzdol. Mene najbolj skrbi, če sem iskren, inflacija. Inflacija v Sloveniji je 10,6% po harmoniziranem indeksu. Mogla bi biti pa 15%, če vlada ne bi postregla z cenovnimi kapicami, recimo na elektriko in hrano in drugimi stvarmi. Torej, umetno jo držijo navzdol. Samo hrana, vam SURS pove, se je podržila za 14,4%. Hrana. In če ta inflacija ne zgine v naslednjem letu, kot predvidevajo praktično vse centralne banke, vključno danes z Lagardovo, z Evropsko, potem bomo čez eno leto se zopet sprašvali, a je 1,5% obrestna mera za depozit poslovne banke pri centralni banki ta prava številka v okolju, ko imaš osnovno inflacijo v Sloveniji 6,6, hrana pa 14,4 plus. 1,5 proti temu, ja, ne vem, ko sem šel gledati zgodovino v Ameriki, recimo, sam še to povem, obrestna mera, odkar sem jaz na tem svetu, pa še malo za nazaj, centralne banke je bila večinoma nad osnovno inflacijo, kot jo najraje meri FED. On ima eno tako mero PCE core. To je najbolj osnovna inflacija, ne vključuje niti implicitne najemnine od nepremičnin. Skratka, ne vključuje nepremičnin praktično. Ne vključuje tistega, kar rabiš v bistvu. Ne, tega ne vključuje. Zato pravim, da je najbolj stabilna. Hrana, energija in nepremičnine so izključene. Ne rabiš benzina, ne rabiš vse, hrane, kar rabiš, ni v tem indeksu. Ampak tega najbolj jemljajo. Reče, ok, to je tista core. Ta je 5%, 4,9, če sem natančen. In kadarkoli skozi zadnjih 40 let, če je bilo to 4,9, je bila referenčna obrestna mera FED-a saj tok, če so poganjali gospodarstvo. Če so ga bremzali, je bila 2, 3, 4% točke višji. Zdaj pa sam tako, v razmislek. Trenutno je 4,9, referenčna obrestna mera FED-a je 3,25, naslednji teden mislim, da ne bi višali za 0,75, če bojo ohranili korajžo. In bomo še zmer bistveno pod temo. Če hočeš to bremzati, moraš iti na 5. FED pravi, da jo šli na 4,5 naslednje leto. To so njihove napovedi. 4,5. Ampak hkrati pravijo, da PCE core bo šel pa z 4,9 na 3,1. Jaz sem šel gledati, koliko se je zgodilo, da je v enem letu padel za 2% točke. Samo enkrat. Iz jeseni 2008 do jeseni 2009. V soft landingu to ne gre. Gremo mogoče vprašati malo ljudi, kaj si mislijo o vsem skupaj. Jaz bi sam še dodal, če lahko. Mislim, zdaj ne me za besedo držati, ampak mislim, da nikoli še ni bila
pač kadar je bila povišana inflacija, še nikoli niso inflacije premagali, brez da bi obrestna mera bila više od inflacije. Sprav, zdaj, če je inflacija 8%, recimo govorimo za Ameriko, pol vemo, kje bi mogla obrestna mera biti. Lahko da inflacija začne padati, pa pride na 5, pa potem bo na ta način višja. Ampak če ne, bodo morali iti na 8. To bi izpostavil recimo tudi jaz kot ključno tveganje za naslednja leta. Kaj pa vi mislite, kakšna so kaj tveganja? Kako vi gledate na naložbe? Lahko poveste? Trenutno, kot ste gospoda povedala, drse gotovine. Čakaj v denarju na priložnosti. Kaj pa, mogoče ti? Probamo DCA-jati, zdaj pa bomo videli, kaj bo, če bo zadost kapitala, dokler se bo obrnil. Zanimivo, evo, odlično. A lahko še vas vprašam? Dollar cost averaging. Toliko za danes, kmalu prihaja nova epizoda. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.